Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta na odprtju razstave, s katero Slovenija in Češka znova dokazujeta, da dobri diplomatski odnosi niso samoumevni in da narode ne more povezovati zgolj in samo politika oziroma diplomacija, temveč jih lahko druži le bogata skupna preteklost, kultura in vrednote. Letos obeležujemo tudi 30. letnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Češko. Zato je takšna tematska predstavitev arhitekturnih dosežkov in presežkov velikega mojstra Jožeta Plečnika odličen prikaz izjemnega bratstva in sorodnosti med dvema narodoma in med dvema evropskima državama. Zbližuje nas skupna preteklost in zbližuje nas tudi upanje na dobro skupno prihodnost. Državni svet Republike Slovenije je inštitucija, ki igra pomembno vlogo v ustroju slovenskega parlamentarizma. Pomembno, zlasti v sistemu zavor in ravnovesij slovenskega ustavnega sistema, zato ni nič neobičajnega, da ga tu in tam poskuša politika ukiniti ali utišati. Naj dodam, vselej neuspešno. 30 let je dolga doba za takšno inštitucijo, v kateri se odvijajo argumentirane strokovne razprave, mnogi izmed njih pa črpajo svojo moč in vsebino iz številnih naših posvetovalnih ter kulturnih dogodkov. In to je dragocena presežna vrednost našega doma in nanjo smo iskreno ponosni. Plečnikov arhitekturni pristop je zasnovan na preoblikovanju elementov in konceptov iz svetovne arhitekturne zgodovine ter tudi ljudske arhitekture na domačem obrtništvu in uporabi lokalnih materialov. Z njim ne le stavimo arhitekturne mojstrovine, temveč tudi delo in znanje mojstrov obrtnikov, s katerimi je sodeloval. Ta simbioza se je do danes precej porušila. Morda je na nas, da s pomočjo predstavitev Plečnikovega opusa to partnerstvo znova obudimo ter vrnemo obrtništvu nekdanji sloves, ki si ga zasluži. Kot predstavnik obrtnikov v Državnem svetu temu problemu posvečam veliko časa in pozornosti, a žal smo še daleč od zaželenega in zasluženega priznanja ter odnosa do mojstrstva in mojstrov. Slovenski arhitekt svetovnega slovesa in veljava Jožef Plečnik je leta 1947 naredil načrt za slovenski parlament, ki ga je poimenoval Katedrala svobode. Parlament ne bi stal v Tivoliju, v osi Šubičeve ulice, v ozadju bi bil rožnik. Stožčasta kupola bi se dvigovala nad stavbo s 50 metrov širokim pročeljem in bi v višino merila kar 120 metrov. Tako bi bila Katedrala svobode daleč najvišja stavba v prestolnici. In čeprav ta načrt ni dočakal belega dne, smo se v Državnem svetu odločili, da je zaradi svoje simbolne teže, pomena, vreden širše pozornosti. In tako je postal naš prepoznavni znak, ki ga s ponosom nosimo že desetletja. Ponosni na Plečnikovo zapuščino in njegove široko odprte zamisli in misli, smo seveda veseli, da ga lahko danes predstavljamo v našem predvedju. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil veleposlaniku Republike Češke, njegove ekscelenci, gospodu Juraju Hmelju, ki je bil pobudnik in tudi prispeval v imenu Češke republike, Češke ambasade to čudovito razstavo. Ne zaključim s Plečnikovo preroško mislijo. Naš narod živi svobodneje kot marsikateri drugi. Pravi čudež je, da smo se sploh ohranili. Ta čudež je preživel vse viharje zgodovine in prav zaradi močnih
in prodornih posameznic in posameznikov, ki so znali in si drznili delati čudeže, pred katerimi se svet klanja še dan danes. Gospe in gospodje, pravi čudež je, da smo preživeli. Ta čudež smo dolžni nadaljevati za svoje potomce, za Republiko Slovenijo, za svobodni svet. In pri soustvarjanju tega čudeža nam lahko pomagajo tisti, s katerimi si ta evropski in srednjeevropski prostor delimo. Zato v tej priložnosti še enkrat vsa zahvala predstavnikom prijateljske in sosednje države, s katerimi Slovenija aktivno sooblikuje prihodnost v Evropski uniji, z njo pa tudi prihodnost v svetu. Želim vam prijeten pogled razstave, prijetno odzivanje pri nas in upam, da bomo še kdaj v taki lepi priložnosti se sešli tu v državnem svetu. Hvala za vašo pozornost.